kaj vse se dogaja v zraku po celem svetu, kajti sedaj je na vrsti nova rubrika, ki jo uvajamo z današnjim dnem, od sedaj naprej vsak ponedeljek Popotnik. In z nama je že Popotnik, ki bo voditelj nekako oziroma nosilec te rubrike. Kajti mi dva z Markom ne morava sama kaj veliko po potovanju govoriti, ker potujemo sam bolj tukaj po tem stanovanju. Boste šla pa enkrat z mano? Čakaj, to pomeni popotovanje z ruzakom, pa ne veš, kje se je ušumival, pa kje je spal, pa take variante. Mislim, da boš preživela. Pa Štajerke so trpežne, pravijo. Bravo! Prav, hvala. Sem pred sama meno. Dobro, v redu. Ampak treba povedati, da zdaj bomo s tabo vsak ponedeljek, oziroma ti boš z nami vsak ponedeljek nam boš predstavljal nekako nove kraje v svetu. Se bomo trudili. Predvsem pa tudi take, ki si jih ti že obiskoval, mogoče tudi že večkrat, večina naših gledalcev in gledalk pa ne. O čem bomo govorili danes? Sicer pa tako, da smo Slovenci eden od najbolj popotniških narodov, kar jih poznam. Tako da marsikdo je že bil v marsikaterem od teh krajev, o katerih bomo govorili. Ok, danes bomo govorili o... Danes gremo v vzhodno Afriko pogledati malo. Aha, Afrika. Kenija. Ja, tole bo Kenija, tole, kar bomo zdaj. Drugače pa to precej tako, rečeš Kenija, pa rečeš, to je ena država, pa druga. Že Kenija sama je taka, da bi lahko ne vem koliko oddaj naredil v njej. Kako da rečeš, gremo v Evropo, ne? Ja, seveda. Veliko je različnih stvari. No, kaj pa je potem tisto, če rečemo Kenija, pa če greš prvič, kar moraš res videti, kar moraš res vedeti v tej deželi, preden se odpraviš tja? Meni osebno so najbolj zanimive take stvari, torej tisti kraji, kamor ne rine ravno vsak, še prej smo nekaj rekli o tem, ne? Se pravi, tista ljudstva, ki so bolj odmaknjena od civilizacije, me bistveno bolj privlačijo kot pa kaj drugega. Večina ljudi pa najbolj privlačijo živali kenijske, tako da smo za danes izbrali nekaj safarija. Aha, prav safari. Kaj je tam za videti, recimo? Safari je pravzaprav stara beseda, ki pomeni lov na živali, ne? Ampak zdaj že dolga leta se tega praktično več ne počne. Naš maršal Tito je menda to še počel, zdaj pa tako bolj zelo izbranci to počnejo. Sam pa ne moreš kar s flinto prijeti, pa potem začeti streljati naokrog. Greš pa pogledati vse te živali, ne? Greš pa pogledati, no tole, kar tamle vidimo zdaj na ekranu, tole so posnetki iz Masai Mare, to je eden od ne vem kolikih parkov, ki so v Keniji. Najbolj znan je Tsavo in Masai Mara, še bolj znana sta pa tanzanijska Serengeti pa Ngorongoro, je pa seveda še veliko drugih. Tole, kar vidimo zdaj, so čite oziroma gepardi, kar je precej redko, ker se nerade prikazujejo takim obiskovalcem, kot smo mi. No, kako greš na takle safari? Največkrat pač greš okrog agencij, že ko prideš v Nairobi, te napadajo razni hustleri in ti poskušajo, hustler to je pač tak, ki nabira stranke, poskušajo te prepričati, da bi šel na kakšnega od njihovih teh safarijev in dobro je, da si tam v kakšni sezoni, ki ni najbolj turistična, kar sicer pomeni včasih, da vreme ni ravno najboljše, ampak je pa veliko vredno to, da so cene nižje, pa da ni nobenega drenja na vseh teh safarijih in lažje dobiš kaj takega potem. No, takrat sem bil sam na potovanju in sem pač enostavno šel v eno od agencij in vprašal, kako kaj, pa so rekli, da gre ena od teh izletov pač čez 2 dni. In sem potem, mislim, da je takrat bil zraven en Filipinec in Žid oziroma Izraelec, pa kaj bi že bil zadnji Poljak, menda, ja. No, pa še en kanadski Francoz, oziroma francoski Kanadčan, ja. Tako da smo najcenejšo varianto vzeli in smo spali v šotori, mogoče jih bomo kasneje še videli. Med to so divjino in divjimi živalmi. Najceneje, če greš v šotor, ker tisto... Kaj pa nevarno? Nevarno ni posebno. Sicer slišiš kakšne glasove po noči, po nekateri malo zganjajo paniko, če ni v njegovem šotoru že lev med tem ali kaj takega, ampak največkrat ni lev v tem šotoru. Mislim, da pri kakšne strašne nevarnosti ni. Je pa res, da zelo pazijo, no, mimogrede, tole, kar pravkar gledamo, so otroci Masajev. Masaji so pa ena od najbolj znamenitih afriških ljudstev, sem prepričan, da ste že slišali zanje. No, tole je ena od manjat, kar pomeni vas, se pravi ena od masajskih vasi. Je pa tako, bliže, ko si glavnemu mestu, bolj so navajeni na turiste in bolj vejo, kaj je denar in kako, da smo mi pač turisti in tako dalje. In tako, ja, bolj, ko greš pa stran, menj je tega in tisti bolj oddaljeni kraj so potem pač seveda bolj zanimivi.
Tudi tile so pa, niso umetni, ne? Ni to narejeno zaradi turistov, kakor mogoče kdo kdaj misli, pa da se vse dogaja tako, kot recimo za Južno Ameriko, ste gotovo že kdaj slišala, tam gre ladja v džunglo, potem pa zatrobi sirena, zato da oni tam vejo, da se morajo sleči, da pozgleda, da so nagi, sicer so pa normalno oblečeni med tednom, ne? Tako da so nagi samo za turiste potem, ne? No tukaj ni tako. Te dejansko živijo tako, Te dejansko živijo tako, kot vidimo zdajle. Tam na sredi vasi je taka tržnica, ta je sicer deloma namenjena tudi nam, ker razne okraske tam prodajajo, kar več ali manj edino, kar turiste zanima.